Ti veš, koliko otrok se letno rodi v Sloveniji? 21,000. Ampak, a veš, da se jih več kot 1000 rodi s pomočjo umetne oploditve? A res? A jaz se zato so vse ženske s PMS-jem zoprne pri nas. A vas zanima, zakaj k nam hodijo ženske med menstruacijo? Ostanite z nama in zvedeli boste. Danes o neplodnosti. Živijo in dobrodošli nazaj na kanalu diagnostičnega laboratorija Medical Plus. Vse veste, na katerem kanalu ste, če redno spremljate. Vsako nedeljo vam objavlja nov video, zato če se do zdaj še niste naročili, se naročite. In danes bi midva govorila o neplodnosti. To je precej pogosto stanje, pri katerem par ne more zanositi po več kot enem letu rednih in nezaščitenih spolnih odnosov. Vzroki za nastanek neplodnosti so lahko različni. Nekatere poznamo in med njimi so tudi taki, ki jih lahko pojasnimo z hormoni pri ženski in pri moškem. Še preden pa greva v podrobnosti o tem, katere hormone testiramo v povezavi z odkrivanjem neplodnosti, pa še nekaj ostalih razlogov. Zdaj, od poznanih razlogov za neplodnost so v primeru ženskih težav najpogostejši razlogi motnje ovulacije, policistični jajčniki, endometrioza, starost ženske, prekomerna telesna teža, spolne prenosljive bolezni, ščitnična obolenja in pa razne bolezni, kot so diabetes, antidepresivi, kakšni steroidi. In moški smo pa na drugi strani plodni predvsem zaradi slabe kakovosti semena. Zanimivo je, da moški večinoma normalno doživi orgazem, vendar pa je v tem izlivu zelo malo semenčic ali pa so te zelo slabe kakovosti. In to zelo zmanjša verjetnost za normalno oploditev. Semenska tekočina se namreč tvori v prostati, semenčice pa v modih. Od mod pa potem potekata dve cevčici, ki sta lahko zamašeni, poškodovani in v tem primeru semenčice sploh ne pridejo v stik s semensko tekočino. No, ker se s hormoni v diagnostičnem laboratoriju Medical Plus res veliko ukvarjamo, česar ne slišite prvič, sodelujemo tudi s Centrom za zdravljenje neplodnosti. Več o postopkih, ki jih v centru uporabljajo, lahko najdete spodaj v opisu, midva pa lahko pokomentirava hormone, ki jih običajno opravi ženska in moški pred procesom odkrivanja neplodnosti. Za normalen menstruacijski cikel potrebujemo prisotnost nekaterih hormonov. Odsotnosti menstruacije rečemo strokovno aminoreja in je večinoma povezana z neravnovesjem spolnih hormonov. V laboratoriju v takem primeru večinoma odkrijemo odsotnost oziroma primanjkljaj progesterona in pa višek testosterona. Zdaj stanje se pa lahko še poslabša ob prisotnosti policističnih jajčnikov. Nadalje pa je lahko tudi menstruacijski cikel neustrezno dolg. Ta lahko traja nekje od 26 do 30 dni, v povprečju pa traja 28 dni. Dnevi, ko se oploditev lahko zgodi, za kar je seveda potreben nezaščiten spolni odnos, so med ovulacijo, kar je 14 dni pred začetkom novega cikla. Ker pa semenčice lahko preživijo 2 do 3 dni, lahko do oploditve pride v bistvu tudi 2 do 3 dni pred ovulacijo. Ocenjujemo, da je okno, v katerem lahko pride do oploditve, tako nekje od 3 do 5 dni. V primeru nerednih in kratkih ciklov pa je to okno še težje določiti oziroma se zgodi še med krvavitvijo, zato so možnosti za oploditev še manjše. In v primeru, da nimate nobene izmed prej omenjenih težav, pa do oploditve še ni prišlo po naravni poti, boste verjetno napoteni v laboratoriju, kjer boste oddali kri. In ker hormoni med ciklusom normalno nihajo, nas zanima vrednosti v točno določenem dnevu cikla. Se pravi, to je običajno med menstruacijo. Preiskave, ki jih določamo v našem laboratoriju, so FSH, LH, prolaktin, antimillerjev hormon, TSH, včasih pa dodamo tudi vitamin D. Hormona FSH in LH se običajno določata skupaj in sicer nekje 1. do 4. dan menstruacijskega ciklusa. FSH, torej folikul stimulirajoči hormon, je pomemben za reprodukcijo in razvoj jajčec pri ženskah in razvoj semenčic in semenske tekočine pri moškem. Hormona proizvaja hipofiza, to je majhna žleza, ki se nahaja na dnu možganov. Pomembna sta kot pomoč pri diagnosticiranju neplodnosti, bolezni, ki so povezane z disfunkcijo jajčnikov ali testisov, motenj hipofize, menstrualnih težavah, kot je recimo izostanek menstruacije, neredni ciklusi in pa pri diagnosticiranju menopavze. Vrednosti FSH in LH, ki jih izmerimo pri ženski, ki potem nima težav z zanositvijo, se gibljajo nekje do 10. FSH pa praviloma ni višji od LH-ja za nekje več kot 1,5-krat. In pri moških visok FSH kaže tudi na slabo kakovost semena. To se lahko potrdi tudi z mikroskopskim pregledom. Tudi prolaktin je hormon, ki ga proizvaja hipofiza. Njegova glavna naloga je vzpostavitev laktacije, torej proizvodnje materinega mleka pri nosečnicah in doječih materah.
Prolaktin se pri moških in pri nenosečih ženskah običajno nahaja v majhnih količinah. Nivo prolaktina je običajno visok med nosečnostjo in takoj po porodu. Med nosečnostjo hormoni prolaktin, estrogen in progesteron začnejo spodbujati nastanek materinega mleka, po porodu pa prolaktin pomaga sprožiti in vzdrževati dovod mleka. Če ženska ne doji, njen nivo prolaktina hitro pade nazaj na raven pred nosečnostjo. In visok prolaktin ustvarja neugodne pogoje za razvoj posteljice za zarodek. Visok prolaktin na primer izmerimo pri pacientkah s prolaktinemijo, pri pacientkah z izrazito stresnimi službami in pa pri poškodbah hipofize. Ker prolaktin lahko naraste tudi v primeru stresnih situacij, kar za nekatere tudi odvzem krvi, pacientom svetujemo, da pred odvzemom krvi odsedijo 10 do 15 minut, da pa zmanjšamo vpliv odvzema na nivo prolaktina, popravljamo tudi prolaktin ritem. To je preiskava, pri kateri prolaktin izmerimo 3-krat znotraj 1 ure, pri tem pa pacientki nastavimo kanal v veno. Antimillerjev hormon ali AMH proizvajajo granulozne celice. To so celice, ki obkrožajo jajčne vrečke ali folikle znotraj jajčnika. Testiranje vrednosti AMH v krvi je eno izmed mnogih dragocenih orodij, ker ginekologom pomaga oceniti ovarijsko rezervo, na drugi strani pa reproduktivnim endokrinologom pomaga napovedati, kakšen bo telesni odziv na stimulacijo jajčnikov in s tem omogoča določati najboljšo strategijo za zdravljenje neplodnosti z biomedicinsko pomočjo. Testiranje AMH-ja se lahko na eni strani opravi kot del celovite ocene plodnosti skupaj s testiranjem drugih hormonov. Vrednosti AMH-ja med menstruacijskim ciklusom v bistvu ne nihajo, tako da lahko vzorec krvi vzamemo kadarkoli v mesecu. In nižje vrednosti AMH-ja se nahajajo pri ženskah z zmanjšanim jajčnim rezervoarjem oziroma tistim, ki so pred menopavzo. Ženske z nižjimi vrednosti AMH-ja imajo običajno slabši odgovor na stimulacijo jajčnikov pri umetni oploditvi in tudi zato vsebujejo manj jajčec. In vrednosti AMH-ja praviloma padajo z starostjo in se ne spreminjajo, se pravi, se ne izboljšujejo. Lahko pa na spremembe AMH-ja oziroma vpliva prekinitev kontracepcije. Zato v tem primeru svetujemo, da od zadnje kontracepcije do merjenja mine nekaj mesecev. No, na drugi strani pa merjenje AMH-ja svetujemo tudi pacientkam, ki bi želele morda zaradi kariere ali drugih življenjskih odločitev z otroci še malo počakati. Če je recimo njihov AMH visok oziroma normalen, potem praviloma obstaja večja verjetnost, da bodo zanosile po naravni poti, kot če je AMH že sedaj nižji. To v praksi pomeni, da z merjenjem antimillerjevega hormona lahko že danes ugotovite, kakšne so vaše možnosti za zanositev v prihodnosti. O vitaminu D sva že govorila, zato predlagam mogoče, da si ogledate ta posnetek, link najdete tudi spodaj v opisu. No, na kratko pa tole. Vitamin D je pomemben za zdrave in močne kosti, močne zobe, se pomaga telesu absorbirati kalcij, upočasni lahko razvoj osteoporoze, krepi imunski sistem in celo preprečuje nastanek nekaterih vrst raka. Pomembno pa izboljša tudi stopnjo plodnosti, lahko ga pa uporabljamo tudi kot naravno zdravilo proti depresiji. Nedavne raziskave so pokazale dodatne načine, kako pomanjkanje vitamina D vpliva na naše splošno zdravje, vključno z njegovo vlogo pri kroničnih boleznih, kot so diabetes, debelost, avtoimunska obolenja, bolezni srca in ožilja in pa rak. Namesto, da vpliva samo na celice, ki živijo v kosteh, sedaj razumemo, da lahko vitamin D vpliva na številne različne vrste celic v različnih organih v telesu. Vitamin D vpliva na način, kako celica opravlja svojo funkcijo in lahko nadzira rast oziroma smrt te celice. Vitamin D je za plodnost in zanositev zelo pomemben zato, ker pomaga telesu pripraviti vse potrebno za tvorbo spolnih hormonov. Pravilne količine spolnih hormonov v telesu so bistvenega pomena za splošno dobro počutje, v nasprotnem primeru pa lahko pride do hormonskih neravnovesij, kot so PMS, policistični jajčniki in neplodnost. No, nizke ravni vitamina D so bile povezane tudi z nekaterimi zapleti v nosečnosti, recimo gestacijsko hipertenzijo, diabetesom. Opravljenih je bilo tudi ogromno študij povezanih z vitaminom D in pa neplodnostjo. In nedavna študija je pokazala, da so ženske z višjimi nivoji vitamina D znatno bolj verjetno dosegle nosečnost pri umetni oploditvi v primerjavi z ženskami, ki so imele nižjo koncentracijo vitamina D. Potem je bila pa še druga študija, ki so opravili na Yale centru, kjer so ugotovili, da je skoraj 40% žensk, ki so imele ovarijsko disfunkcijo, so imele tudi klinično pomanjkanje vitamina D. In zdaj je razumljivo, kako pomemben je vitamin D za plodnost žensk.
TSH oziroma tireostimulirajoči hormon ali pa po domače kar hormon ščitnice je v resnici hormon hipofize. Ščitnica je naša najpomembnejša žleza in ima vpliv na veliko procesov v telesu. Dostikrat pa predstavlja tudi razlog, da ženske pridobijo nekaj kilogramov, kar pa ustvarja neugodne pogoje za zanositev. Že stara modrost pravi, da naj ženska zgubi nekaj kilogramov, če želi zanositi. No, če naša ščitnica deluje preveč ali premalo, to je bolj pogosta težava v povezavi z neplodnostjo, bomo v krvi izmerili visok TSH ali pa pač višji, se je hipofiza izločila več hormona TSH, da bi spodbudil delovanje ščitnice. Vrednosti, ki se še smatrajo za normalne, so 3 mil na mililiter. In zanimivo je dejstvo, da so te vrednosti pri nas še normalne. V našem laboratoriju so pričakovane vrednosti gibljajo nekje med 0,5 pa do 4,2. Nekateri laboratoriji imajo vrednosti postavljene tudi na 5, nekateri pa še več. V tujini pa včasih zdravijo stanja z TSH-jem že okrog 3. No, tudi mi pa smo mnenja, da pri vrednostih 3 in več, torej v tem sivem območju, to pomeni, da se ščitnico že nekaj dogaja in bo v prihodnosti treba majhen spremljati oziroma kaj narediti. Pacientke takrat običajno tudi poročajo o simptomih slabšega delovanja ščitnice, kateri pa so to? Poglejte v videu. Torej, če povzamemo, neplodnost je v današnjem času pogosta. Za polovico neplodnosti poznamo vzroke, pri čemer sta od teh dveh polovic oba spola kriva enako. Razlogov za drugo polovico neplodnosti pa nažalost še ne poznamo. Raziskovalci predvidevajo sicer, da so razlogi predvsem okoljski in tudi o hormonskih motivcih sva že govorila, zato morda pogledajte še ta video. No, hormoni, ki jih običajno pri nas v laboratoriju pomerimo v povezavi z neplodnostjo, so torej TSH, FSH, LH, prolaktin in pa antimillerjev hormon, po potrebi pa še vitamin D. Če si torej predstavljate pacientko A, ki ima normalne vrednosti in ima posledično dobre možnosti za zanositev, bodo njene vrednosti naslednje. AMH bo normalen do dober za njeno starost in TSH bo do 3, FSH in LH bosta do 10 in pa prolaktin do 450. Na drugi strani pa pri pacientkah, ki imajo težave z neplodnostjo, odkrivamo naslednje stvari. AMH bo nizek ali zelo visok, to je v primeru policističnih jajčnikov, in ali TSH bo nad 3 in ali FSH bo nad 10, to je v primeru prezgodnje menopavze, in ali prolaktin bo nad 450. In še nekaj statistike. Povprečje izpred nekaj let z neplodnostjo se je srečal vsak 7. par, danes se z neplodnostjo sreča vsak 6. par. In pa do vseh rojenih otrok se jih nekaj tisoč v Sloveniji rodi tudi z biomedicinsko pomočjo. No, večino prej omenjenih stanj se da izboljšati ali celo pozdraviti, zato ne takoj vršiti puške v koruzo. Upoštevajte navodila ginekologa, upoštevajte tudi kakšno modrost, ki so vam jo morda zaupala že vaše babice, predvsem pa ne tako izgubiti upanja. Tehnologija danes napreduje hitreje, kot si mislimo, in morda nekje že razvijajo zdravilo oziroma uporabljajo postopek, ki vam bo morda lahko pomagal. Če bi mi video všeč, nama stisnite like, ne se pozabite naročiti na najin kanal. Midva se zdaj vračava v laboratorij. Se vidimo naslednjič. Vi pa še naprej skrbite za svoje zdravje. Čau!